fajn, inspiracijski podcast z Majo Monroe. Pozdravljeni, dragi poslušalci, sledilci in gledalci Fajn podcasta, kjer vas ponovno inspiriramo z zgodbami ljudi, ki živijo svoje sanje oziroma delajo to, kar jih veseli in to na nek način prinaša neko dodano vrednost. In danes sem zelo vesela, da v našem podcastu pozdravljam Aleksandro Rosić, ki je fitness trenerka, nutricionistka, blogerka, influencerka v pravem pomenu besede, ima že več kot 10.000 sledilcev, kar je kar neverjetno, še posebej, ker smo pred skoraj malo manj kot enim letom imeli z njo tudi inspirativno debato v živo in takrat vem, da je bilo nekaj čez 6.000, zdaj je kar že prek 10.000. Tako da, Aleksandra, jaz te kar pozdravljam v našem Fajn podcastu, dobrodošla. Hvala za tako lepo dobrodošlico. Kar si mi te zadeve govorila, sem kar malo. Mislim, se tudi meni dostkrat ne zdi, koliko je dejansko vsega in koliko tako slišiš, si okej. Hvala za povabilo spet, ne? Ja, hvala, da si se odzvala. Se mi zdi, da v bistvu sva se kar nekaj časa lovile, ne? Se mi zdi, da ste kar zasedeni danes influencerji, da tako rečem, to je en taki novi poklic, nov nastavek v tej naši milenijski generaciji. In zdaj me kar direktno te bom vprašala, meni se zdi, da živiš sebe. Zdaj te še pa vprašam, živiš sebe? Živim sebe, to 100%. Je pa res, da sem se z leti naučila delo rahlo ločiti od sebe. Torej, lih pred kratkim sem tudi, ko si že omenila influencerstvo, jaz te res nimam za ne vem kakšno influencerko. Mislim, da sem totalno kontra vsem tistem, se odmaknila z leti, ampak ja, mislim, da sem z leti prišla do točke, ko tiste neke posebne dele mene še vedno rada ohranim za sebe, da ne toliko ven dajem. Tako da živim sebe, ampak ne vse online, ne vse prikazano. Ampak se veš, to je na nek način, se mi zdi kar umetnost danes. Itak vsi živimo neko virtualno življenje, v katerem prikazujemo pač tiste najboljši, najlepši del sebe in pa tisti real life, ne. Koliko je pri tebi to, ki si rekla, da to ločuješ, zdaj vedno bolj uspešno, ampak koliko pa je vseeno to izziv, no, za nekoga takega, kot si ti, ki pač moreš biti prisotna online in moreš prezentirati najboljše sebe, zato da s tem inspiriraš pač tudi svoje stranke, sledilke. Koliko je to težko z real lifeom, ker vsi vemo, da pač real life je pa ups and downs, ne? Ja, zelo dobro vprašanje. Leta nazaj bi ti rekla nemogoče. Zdaj pa se mi zdi, kad sem malo prakticirala, da not padeš, da ti je dosti lažje. Ker v preteklosti sem mislila, ne, moram zdaj dati celotno sebe, vse moram dati ven in vse. In ko pri vseh drugih aspektih v življenju, ko pri sočloveku, ko si te izčrpa, če se konstantno daješ, te izčrpa. In kadar se pa enkrat naučiš, ok, to pa za mene, mogoče so kakšni momenti, ko bi res rad delil, če bi imel manjšo skupinico, da ne bi imel v glavi 10.000 ljudi bo to videlo, ampak da je tista manjša skupinica, joj, to hočem deliti, ampak pa se spomniš, pol bo toliko vprašanj, pol bo toliko vsega, pusti in zadržiš tisto zase. Ampak je pa bilo, ja, leta nazaj lih zaradi tega, kot si rekla, vsak človek ima ups, downs, in jaz mislim, da moram vse to deliti, da se ljudje res počutijo, da smo vsi na tem. Pol pa sem, ne vem, mene leto, 2 nazaj prišla do enega klika, ko sem rekla, ja, zakaj vsi mi, večina nas, požiramo toliko te napravice, vsa družbena omrežja. Ja, ne zaradi tega, kadar večina nas je se znebila televiziji in vsega, lik zaradi tega, ker nam ni za poslušati slabe novice, jamranja in vsega tega, zakaj bi pol jaz to delila z ljudmi? Želim, da kar prijo k meni, da začutijo tisto ta lepo, da dobijo neko motivacijo, ko si rekla, da dobijo neko inspiracijo, nekaj naredijo in tak. In res te je v bistvu prav fajn poslušati, veš, že ko te gledam, ne, pač ta sonček, ne, res ta inspirativnost, ki jo nosiš v sebi, kje pa jo ti recimo počrpaš, ne, ker pač nekdo pride k tebi in jo počrpa od tebe, ne, kje pa ti to, kje je ta tvoj drive, kje je ta tvoja baterija? 3 mesece nazaj mi je rekla ena moja punca, nekaj, kar v življenju ne bom pozabila po moje, da ti odgovorim. In sicer imeli sva trening in ona meni, lej, še malo, pa ti boš meni računala treninge, jaz pa tebi ta psihološke, terapevtske storitve.
ker mislim, da pri takih, kakor imaš odnose z ljudmi, pride ta izmenjava, da enkrat ima ena slab dan, mogoče drugi dan druga. Še posebej mislim, ne, vsaj iz mojih izkušenj, ženske se še toliko bolj povežemo, toliko bolj začutimo, da dejansko še ko ena pije mesa, pač druga potrpi, ker vem, kak je in gre tako skozi. Tako da, že nasploh inspiracija bi rekla, da meni skoraj največje so moje punce. Toliko jaz njih probam, saj pa to, kar vidim, kaj gre one čez mene, sem mi že 100-krat rekla, kar one kaj dosežejo, mislim, da je meni 10-krat večji doseg, ko pa one občutijo. Se pravi, pomoč drugim je v bistvu res tisto, kar nas napolni. In mene zanima zdaj, ko si bila majhna punčka, kaj si ti recimo želela postati po poklicu? Ne? Te je že takrat vleklo v te poklice, ki v bistvu prinašajo to neko zadovoljstvo iz pomoči drugih, ali si takrat imela čist druge ideje? Čist drugo. Mislim, vse, ko gledam, ko sem nekaj, se nimam zdaj več za neko influencersko, tudi za blogo, mislim, da sem zaključila 2 leti nazaj, ampak takrat sem hotela biti igralka. Bolj kot karkoli drugega na svetu in ne bom pozabila, ne vem zakaj, mogoče, ker je podobno ime ali kaj je, jaz sem hotela biti Sandra Bullock, jaz bom naslednja. Ne vem, od kje je to prišlo, ampak jaz karkoli sem gledala, njeno plus starši so me klicali Sandra, jaz sem Sandra Bullock, ko bom starejša, sem v Hollywoodu in jaz bom Sandra Bullock. Ampak mogoče pa še to pride, ne? Saj si v bistvu komaj po mojem na 1/3 življenja, razumeš? Bi recimo zdaj šla, če bi dobila neko ponudbo za neko igralsko, magari čez lužo ali kakorkoli, bi naredila ta premik, glede na to, kaj si zdaj tu ustvarila in kaj imaš zdaj tu? Dejansko zadeve, ki jih razmišljam že nekaj tednov, pa ne v zvezi z igralstvom ali kar tasga, ampak dejansko toliko sem se zaljubila tukaj v delu z mojimi puncami, vse to, kar delam, da že zdaj me zadnji, nekaj mesecev od prve karantene in vsega tega vleče nazaj na Primorsko, ampak me tu držijo moje punce. Kljub temu, da srce spet hoče tja, ne morem tega spustiti, ker mi je tako priglasno srcu, toliko sem se našla v tem, da, ne vem, nikoli pa ne veš, nikoli ne reči nikoli. Lahko mi dajo vlogo z Brad Pittom ali pa Ryan Goslingom. Pol se ne bomo branili, ne? Tiste pol leta pa že, ne? Riskirate. Kaj je to? Kakšna pa je bila recimo tvoja vzgoja, ne? Ker zdaj pač nekateri recimo so zelo najdejo recimo izgovore za to, da v življenju ne naredijo premikov ali pa ne sledijo srca, tudi v tem, da pač so jih starši potlačili oziroma niso verjeli v njih. Koliko je pri tebi bilo to močno, da so starši verjeli v tebe ali pa niso recimo, pa si lahko ti šla preko tega? Kakšna je tvoja situacija? Jaz sem drugi otrok. Drugi otrok je zmeri tisti, kjer pač starši vidijo, pri prvemu so pravili biti strogi, pa ni lik šlo skozi, tako pri drugemu so pač sledi srcu. In pri meni je bilo tako, ne. Šla sem na dramsko gledališko gimnazijo, če že to ne pove, da sem sledila srcu, ne. Potem sem šla filozofijo študirati, sledila srcu, pa sem bila malo blogerka, sem spet sledila srcu, Maribor se preselila, brez dejanskega razloga, samo zato, ker pač. Tako pri meni je bilo je pa res, da ena stvar, kar sem rekla, če bom kdaj imela potomce, kaj bom jaz v potomce, kako sem zdaj to rekla, kaj bom jaz učila, da zmeri je bilo jaz sledi srcu, ampak so iz svojih izkušenj mi poskušali pokazati, lej, če boš šla po opciji A, je velika verjetnost, da se to zgodilo, po opciji B je velika verjetnost, da se to. Ti se pa zdaj odloči, na tebi je, ti boš živela s tem, kar se odločiš. In to se mi zdi, je bilo najboljše, ker še kdaj, kar sem se hotela kaj uprijeti, pač najstnica in vse to, sem vedno imela nekje v ozadju tisto, in sem sama pol mogla, ker so dali odgovornost že na začetku name, da sem se zavedla, sama boš živela s tem, kar se odločiš. In nisem mogla pol tisto, mama mi ni pustila, mama je rekla, da ne smem, ampak je bilo, ne, dovolili so ti, sama živiš s tem. To je v bistvu ful pomembno, ne? Saj to je tudi bilo eno vprašanje za na konec, ampak si že zdaj odprla temo, v bistvu, kaj je tisto najpomembnejše v življenju, da se zavedamo ali pa recimo, da predamo tudi našim otrokom, ne? In tako kot praviš, pač to zavedanje, da karkoli se boš odločil, karkoli boš naredil, bo to imelo neke posledice, dobre in slabe in pač boš se mogel s tem soočiti, ne? Je bilo tebi zaradi tega, so bile te posledice kdaj težke za tebe, oziroma se je ti kdaj zgodilo kaj, da si mogla potem res se soočiti tudi z
slabo platjo tega, da si sledila srcu? Definitivno Maribor. Ne, ne zelo imam rada Maribor. Ne. Seveda se zgodijo, če ne drugega, si mlad in neumen. Vse je ono, da si star in moder, moraš biti mlad in neumen. In kadar gledam nazaj, so kakšne zadeve, če že gledam, ko smo pregovorila o poslu in to, kako sem zbirala svojo pot, koliko sebe sem delila na internetu in vse. In jaz, ko dokončam faks, malenkost mi še manjka, naj bi bila profesorica. In jaz sem zdaj probala se malo zamisliti vse, kar sem jaz že pri 20 letih delila na internetu. Ne, kakšna šola bi mene lik zaposlila, če bi hotela, ne. Ampak kar si mlad, ti pač slediš srcu in veš, da hočeš se izraziti na stojen način in zakaj ne. Ne razmišljaš v bistvu o teh posledicah, o katerih te sicer starši opozarjajo ali pa recimo odrasli, ne, ampak ne razmišljaš in potem pač se moraš pa s tem soočiti v neki prihodnosti. Čeprav meni se zdi, da danes smo v takem svetu, da tudi če ta internet nas razgalja tako ali drugače, ne, in se mi zdi, da bi verjetno tudi zdaj že te ustanove in to gledajo mogoče malo drugače na te stvari, ne. Tako da mislim, da ti ni hudega, če se boš odločila kdaj za učiteljski poklic, ampak se mi zdi, da v bistvu zelo uživaš v tem, kar delaš. Je pa tak, ne, na prvi moment človek, ko pač gleda, recimo, ko te spremlja, naprimer na Instagramu, se mu zazdi, da pač ti cel dan samo se slikaš in treniraš, ne. Kako pa v resnici izgleda tvoj vsak dan? Da malo te očlovečimo. Če bi le bilo tako, če bi le. Čeprav tudi za slikanje ne rabiš biti na volji, rabiš se smejati, to je neki ne. Realno pred tem zdaj, kadar so nam zaprli fitnese, je moj urnik izgledal tak, da sem ob 5 zjutraj se zbudila, si pripravim hrano, pripravim se za punco, ob 7 že imela prvo, vmes imela svoj trening, ampak pol urce vsega skupaj za opraviti se na WC-ju, za pojesti, za tisto, za pač vse te potrebe. Prišla domov okoli 20:30 in pol, ker hočeš biti dober v tem, kar delaš, ker hočeš tudi sebe kot osebo razvijati, ker kot si rekla, jaz se cel dan tam dajem. Vsem že govorim, pač jaz sem že nekako ratala imuna na to jamranje, kak zadeve bolijo, ker pač ne slišiš več po določenem času, ampak lik zaradi tega, ker če jaz hočem tako delovati, moram priti domov in svoje baterije nafilati. Si moram zdaj čas kak podcast poslušati, kakšno knjigo prebrati, iti na kak sprehod, vse to. Tako da dejansko moj urnik. In jaz sem, hvala Bogu, zelo hvaležna, da sem prišla v točke, kjer vikend imam fraj, ampak fraj pri meni pomeni, da takrat se šele posvetim pa tem social media delu. Torej, pri meni tudi tisto, ko je fraj, jaz štejem v to, to, kar ljudje pravijo, da je ta lep del. Za slikanje, za to imam jaz vikende. Za vikend vse to ta lepo naredim, med tednom pa dejansko, kot vsak človek, se tudi jaz srečujem z vsemi izzivi, delom in vsem. Čeprav, če rečeš, da med vikendi, naprimer, še ta social media, meni osebno, naprimer, se ta social media zdi tak ful delo, ne, res prav delo, mislim, jaz to, in moraš potem tudi malo uživati pri tem, se mi zdi, ker, ne vem, jaz recimo osebno ne uživam tak pri tem, ne, ampak ne vem, kak si ti, ne, če rečeš, da ti je to kot fraj, pol je kar cool, ne, po drugi strani pa se morajo ljudje zavedati, da za eno tako, recimo, blagovno znamko, kot jo ti razvijaš svojo lastno in pa tudi za en tak lep profil in en tak kakovostno delo, kakovosten output, ki ga pol daš za svoje stranke, pomeni, da skozi delaš v bistvu, ne. In to je nekaj, kar ljudje kar ne vejo, ne, ker pač se mi zdi, da ti tako malo na easy peasy živiš, malo potreniraš tam par punc, ne, malo tam potkneš, ampak ne, zatem je v bistvu tako, kot zdaj vidimo, v bistvu nimaš prostega časa. Ne. Vse to sem tudi rekla, kadar jaz zginem za social media za par dni, je zaradi tega, ker nimam 5 minut za dvigan telefon in punco, da bi posnela eno, kak mi pride. Nimam časa, pozabim, ker sem toliko z njimi. Kdaj me že one same me spomnijo, zakaj ti nič ne objaviš, naredi si malo reklame, že same mi pride do mene. Je pa res, ko sem rekla, meni je bolih včeraj sem objavila en recept, kak se je zgodilo, da sem zvečer pred spanjem, ker mi je dalo miru, sem razmišljala, kak bi lahko nekaj pripravila, zato ker mi je ena punca moja rekla, da je nekaj kupila in da ne ve, kako porabiti in tak. In sem začela razmišljati, kaj bi lahko. Zjutraj prva stvar, ko sem se zbudila,
mi je bil že to užitek, ker nisem imela nikjer postaviti telefona, nisem vedela, kako mu uredila, imela sem dobesedno pol urce za vse pripraviti, narediti, posnet, objaviti. In mi je bil ta izziv, da se pravim znajti v tistem trenutku čim več narediti tak užitek, da sem že pol na poti, se parkirala v avto in medtem, ko je Smijonjo videla, da prihaja do placa, kjer se dobiva, sem bila in delala. Tako da to je po moje tudi, ker z leti sem dala tisti pressure si dol z ramen. Mislim, da na začetku imamo vsi, ko lovimo neke številke, ko lovimo neko ogledanost, v mojem primeru je bil tisto moj prvotni šiht, mi je bilo družbeno mrežje, pač mi je bila vir dohodka. Sem si dosti pritiska ustvarila, kaj mislim, da ljudje hočejo, kaj mislim, da bi bilo fajn. S časom, ko sem si dala ta pritisk stran, zdaj pa pač delam tako, ko začutim. Če začutim, da bi nekaj delila, če začutim to, kar je bilo na koncu ta recept, da sem bila, moj bog, to mora vsak probat. Se pa sem tisti punci sem nesla to, ker se je oh my god, probaj, to moraš probat. Pol je pa tisto, je precej spontano in da res hočeš samo deliti v trenutku, kar te ali teži, ali razmišljaš, ali karkoli. V bistvu si že tako malo nakazala oziroma govorila o tem mind shiftingu že na inspirativni debati v januarju, takrat v živo, ko smo imeli, in vidim, da še kar deluje, ne? Se pravi delati po feelingu in vidim, da konkretno deluje tudi potem pri recimo povečanju števila sledilcev in to, verjetno zato, ker ljudje bolj začutijo to neko pristnost, sproščenost, človeškost, ne pa na silo, ne na številke, ne na, ne? Z mojih izkušenj, kadar sem pravila, tudi to je, da jaz takrat, kadar sem se trudila, nisem bila jaz. Takrat sem pač videla, kje je luknja v družbi, pač kje bi ljudje rabili, kje bi naročniki rabili eno osebo in sem probala to biti. In pol zmeri, kar sem se probala zraven spravi, da nekaj naredim, je bilo to toliko truda, toliko energije in ni bilo tistega feelinga. Zdaj, ker sem res bi lahko rekla, da jaz, je lažje in tudi lažje zaradi tega, ker sem večkrat iskrena z sledilci, z vsemi. Spet zadnjič dosti pogosto imam tudi Q&A in zadnjič so me vprašali, zakaj določenih aspektov ne delim in tako in dosti bolj razumejo, da jim poveš normalno, prišla sem do točke, ko nočem vseh aspektov, ker so mi preveč sveti, da bi jih delila tu in ni nobenega. Predtem pa se mi je zdelo, ko nisem bila jaz, da je samo konstantno še. Je pa res, da večinoma sem si sama ustvarjala ta pritisk, ne? Se je to, ampak istočasno pa se mi zdi, da moreš pač si priti do te točke sam. Ne glede na to, se vidiš, tudi če so ti starši ali pa odrasli že govorili takrat, posledice, polno, dokler nisi sama posledic dala skozi, v bistvu, ne, dokler se nisi sama naučila in isto se mi zdi, da je zdaj ogromno nekih ljudi pač ravno v tej zagonski fazi, pa še malo ta korona kriza, pa ne moš, ampak se mi zdi, da z neko potrpežljivostjo in zaupanjem in vseeno pač, da sebe skozi poslušaš, da pa prideš bolj do neke te točke. Samo istočasno moraš pa res vztrajati, ne, tudi ko izgleda čist nemogoče. Za konec mogoče me še sam zanima, je tebe česa zdaj strah v prihodnosti, glede na to, da pač so čudni časi, ne vemo, kaj bomo, ali bomo še isto sploh, ne, recimo tvoj posel je tudi zelo vplivan od te korona krize, ne, se pravi od teh nekih ukrepov. Kaj ti čutiš zdaj v tem? Hvala Bogu si me dobila na dober dan. Zdaj mislim, da imamo vsi take dni, da ne vemo, kaj se dogaja na vse. Jaz probam v tem momentu, so dnevi, ko bležiš, ko ne vidiš smisla, ampak probam najti, kaj je lahko dobrega v temu. Jaz, na primer, sem se vedno z vsemi 4 potiskala, s tem, da sem bila včasih blogerka, ampak vseeno z vsemi 4 sem šla stran od dela za računalnikom, online trening, vsega tega. Zdaj sem nekako prisiljena v to, da se tudi ta del naučim in probam dobiti, kaj pa lahko lepega tukaj. Kar me skrbi, ampak itak se probam ne obadati s tem, ker je rahlo izven mojih rok v tem trenutku, nasploh kako bo gospodarstvo in vse to vplivalo na nas, še posebej mladi podjetniki, društva in vse to. Ampak kot sem rekla, ni v mojem vplivu, nočem niti o strahovih razmišljati, da si ne vse to privlačim. Jaz iz prejšnje karantene sem dejansko prišla ven, zakaj me je ta, mislim, da malenkost bolj dotovkla. Ker iz prejšnje karantene sem prišla me je strelila, nafilana se počutila, toliko novih stvari se dogajalo, vse, tako da imam upanje, da po tej bo spet, zato ker če ne drugega, ljudje bomo pogrešali ta stik.
ljudje bomo pogrešali miganje, ljudje bomo pogrešali vse to. In ja, bo mogoče malo bolj tež začetek, ampak verjamem, da se bo dalo vse postaviti ne na staro, po mojem še na boljše. Aleksandra, čudovita si, hvala ti za ta super inspirativen, fajn pogovor. Dragi gledalci, hvala, da ste bili z nami. Odnesite si to danes v srcu, se pravi, glejmo na stvari, na dobre plati situacije, ne razmišljamo o skrbeh in strahovih, ker itak v resnici v teh časih ni dosti v naši moči, je pa v naši moči to, kaj čutimo, to, na kaj se odzivamo in to, kaj nosimo v srcu. Tako da, Aleksandra, še enkrat hvala ti za tvoj čas. Hvala se, Pabla. Ciao. Čau, čau.